Vsekakor bi bilo nevarno, če bi si zatiskali oči, da AI ni tukaj, da ni uporaben. Pa zakaj ti sploh to delaš? Zato, ker pač sem vesel in ponosen, da z nekimi lastnimi rokami nekaj narediš, pa z nekim lastnim znanjem, da ti je pač tam nekdo reče, pomagal si nam, veseli smo, da mi prosperiramo. Smo se skozi leta čedalje več obračali proti takšnim strankam, ki se zavedajo, da ko pošljajo nekaj v prevajanje, da to ni nikakor strošek, ampak je investicija v... Dober dan in dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR. Ne, danes se ne gremo tega. Danes imamo nekaj drugačnega. Bova se pogovarjala kar midva z Gregorjem. Kaj pravite na to? Gregor. Zdravo, Olivera. Dva vprašanja. Dve vprašanji, ki jih največkrat dobiš, ko slišiš, da si iz prevajalske agencije GOR. A to danes? Sicer. Te dni? Zgodovinsko. Zgodovinsko vedno vprašanje, katere jezike pa? Katere jezike pa ti znaš? Kaj pa ti prevajaš? In potem seveda vedno odgovorim, da vse jezike in vsi čudno pogledajo, kako to vse, koliko vas pa je v podjetju. In potem se začne ta razlaga, kako sploh deluje neka agencija, pač da dejansko sva začela tako, da si ti prevajala, pa ti tolmačila, pa sva potem, jaz sem pa ekonomist, pa nisem prevajalec, pa kako to, a to si mogel se pa veliko naučiti, seveda, sem se mogel praktično vse naučiti, ampak ponovadi me malo hecajo, pa ti si tisk, delaš te finance, pa to je tisk, kar je pomembno in tudi delno drži, seveda tudi ta del delam, finance, jaz delam, pa prodajati, tisk, kar je najbolj ključno, ampak če se vrnem na začetek mojega odgovora, je pač tako, da pač povemo, kako je, Pač rečem, pa iz islandščine prevajamo iz španščine v islandščino, pa iz angleščine v islandščino, pa zdaj smo en jezik, ki sploh ne vem, kako se ime, tigrinja, Mislim, to, pa me ljudje rečejo, okej, take tudi stvari delate, Ker vsi mislijo, slovenščina, pa angleščina, rečem, na začetku smo tako začela, slovenščina, pa srbščina, pa hrvaščina, pa nemščina, tle, v tem delu, ki smo sveta, ki smo največ to pokrivamo, ampak pol pa hitro čez leta, začneš sodelovati čez podjetji, ki so tudi v tujini, pa imajo oni angleščino v izvirniku, pa nemščino, pa smo mogli pa prevajati v druge evropske jezike, pa zdaj še en tak mejnik, da zdaj pa še na korejščino, pa kaj tazga bolj eksotičnega. Tako da, to je tako najbolj pogosto vprašanje. Kaj pa tebe tudi to isto vprašanje? Ja, absolutno. To največkrat sprašujejo, podobno odgovorim, kar pa mislim, da tudi dostikrat sprašujejo, je to, ko izvejo, da delava skupaj. Tako da je zelo pogosto vprašanje, kako to deluje, da sva partnerja v življenju in poslu. Tako da, kot veš, nama je to zelo fajn, da sva lahko zelo veliko časa skupaj, dobesedno sediva en zraven drugega, tako da to me zelo dostikrat sprašujejo, ker kot, če se spomniš, sva tudi na začetku imela take izzive, Sva ena drugemu skakala v naloge, v odločitve, tako da je v bistvu nama to začelo ratavati, ko sva naloge razdelila, Kot si rekel, ti si skrbiš za prodajo, finance, jaz sem pa, kakor mi rečemo, v produkciji skrbim, da so procesi usklajeni, da imamo odlične prevajalce in tako naprej, tako da potem se jim to sliši tako fajn. In je marsikdo v bistvu, posebej tisti, ki so na začetku, pa so tudi partnerji ali pa brat pa sestra, kakorkoli povezani ali pa prijatelji, so v bistvu ugotovili, da je ta razdelitev nalog zelo, zelo pomembna. Je pa še nekaj, kar zdaj zadnje čase, ki si rekel, kdaj me sprašuje, zadnje čase nekaj še posebej sprašujejo.
Kako pa zdaj ven, ko je AI v zuni? Se tega bojite? Mislim, v bistvu ne, da kje reče. Sem tako vprašal, kako pa zdaj, ko je AI? In potem jaz pač ne povem vedno isto, ampak definitivno pa je ena skupna točka, da še vedno menim vsaj v tem trenutku, v zdajšnjem trenutku, v letu 2000, konec leta 2024, oziroma ko bo ta podcast sezoni leta 2024, pardon, 24 oziroma 25, da dejstvo je, da v bistvu mi pač strojne prevajalnike uporabljamo že od leta 2018, predtem smo bili na konferencah, mednarodnih konferencah, kjer pač prideš v stik z največjimi podjetji tega sveta, kot je Google, Microsoft, Airbnb in ostali. In ugotavljaš, da v bistvu pravzaprav oni ogromne denarja vložijo v lokalizacijo, v prevode lokalizacijo. In pač s tem nekim znanjem ali pa nekim informacijami greš nazaj in rečeš, očitno nek razlog, zakaj to delajo, je, ne? Očitno te njihove stranke bodo uporabljale te produkte, ali govorimo, je to software ali hardware, ali pač bojo celo ambasadori nekih znamk, kot je tudi Nike ali pa kaj podobnega. Ne? To so močni brendi, ki dejansko v več jezikih, a ne v jezikih, kot je, recimo, meni, če bi nekdo nagovarjal v slovenščini, med danes ta podjetja nagovarjajo preko njihovih programov in je vedno moja odločitev, lahko tisto vzamem, pa zamenjam nek program iz slovenščino angleščino, to možnost imam, prej pa te možnosti nisem imel. Danes pa karkoli lahko pri teh velikih narediš na ta način in je tako, pač prideš nazaj domov in začneš to razlagati, kako te ta največji to delajo. Ne? Zdaj pa pač druga ta faza je pa pač, da v bistvu ugotoviš, da je to obstajalo že dalj časa, ne? In veliko bolj dalj časa, kot bi zdaj neka množica ljudi to, postali tako zanimiv, da se bi vsak zdaj o tem pogovarjal, ne? Mi smo se pa o tem pogovarjali že pred letom 2018, pa smo pol 2018 začeli aktivno to uporabljati v svojih delovnih procesih, v prevajalskih procesih. Je pač strojni prevajalniki, kot so bili takrat in Google in DeepL in podobni. No, DeepL je prišel malo kasneje. In smo videli, da v bistvu kakšni izzivi so, prednosti, slabosti. Danes, se v bistvu tle v bistvu pogovarjajo, se v bistvu vsak, je to pravnik, je to direktor, ali ni važno, z katerega podjetja, katero delovno mesto ima, pač res vsak in se o tem pogovarjamo. Tako da je potem odvisno od momenta, kdaj kaj spoznam na novo, recimo dam lahko en tak primer, ki ga nedolgo nazaj sem spoznal, neka nova realizacija je, da v bistvu zdaj, ker smo vsi nekako pod tem vtisom, takoj ko je novembra 2022 prišel ChatGPT, da je postal AI tako mogočen, da je nevarnost, da vsak dobi škarje kot orodje v roke, da misli, da je lahko frizer. V bistvu, in tukaj mi upozarjamo, da to še zdaleč ni tako. Če imaš škarje v rokah, mogoče lahko odrežeš, odstrižeš in je lahko še kako dobro, si dobro odstrival, ampak a si lahko naredil dobro frizuro in tukaj mogoče ne moreš biti frizer, kar tako. Tako da ta srednji management, recimo v nekih dokaj velikih podjetjih, zdaj ima to percepcijo, nevarno percepcijo, na katero mi upozarjamo, da je toliko mogočen ta AI prevod, da dejansko lahko daš komorkoli v podjetju to orodje v roki in rečeš, zdaj pa ti to naredi, in si celo rečeš, zdaj smo en KPI, imamo boljši, smo dobri, ker smo manj zapravili, manjši strošek za to področje. Po drugi strani pa vidim, da te ljudje pač niso prevajalci, potem pa začnejo to delati in začnejo to prevajati in vidijo vse te izzive, ki pač grejo iz tega, ko začnejo sami to delati. In pol gotovijo, da je v bistvu veliko več časa za to morajo nameniti, kot so prvotno mislili, in da v bistvu drugi projekti, ki so bolj razvojnega tipa, ki bi podjetju prinesel še več, trpijo, čakajo, se dela slabše. To je neka moja realizacija, kaj pa tvoja?
Vsekakor bi bilo nevarno, če bi si zatiskali oči, da AI ni tukaj, da ni uporaben. Zato menim, da moramo vsi skupaj nekako sodelovati in delati to, da bi AI tudi vključili v svoje procese oziroma se malo poglobili, na kakšen način stranke uporabljajo AI ali želijo uporabljati AI. Tako da je pa zelo zanimivo, da nekaj, kar je pred leti veljalo, ko je stranka prejela slab prevod, je temu rekla Google Translate. Ja, se spomnim. Danes smo zelo zanimivi situaciji, ko je ta Google Translate, lahko pa rečemo sicer, da so ti AI prevodi nekoliko boljši, pa da ti zdaj prevodi vse zelo fascinirajo. Verjetno zato, ker so postali dostopni praktično vsakemu in iz vidika menedžmenta, rešitev za marsikaj, tudi za zmanjšanje zunanjih stroškov, pa ne samo na polju prevajanja, še marsikje drugje. Ampak če se vrnem, zagotovo za neke interne procese, interne komunikacije se lahko strinjava, da je AI uporaben in smislen. Je pa tudi res, da podjetja, vsaj v Sloveniji podjetja, tudi ki so zelo tehnološko razvite in želijo AI komponirati v svoje procese, je tudi še treba kar to infrastrukturo zgraditi okrog tega, da se te komponente med seboj povežejo, da se povežejo na smiseln način. Tako da tudi tukaj je naša vloga, da magari strankam pomagamo, če se že lotevajo takšne neke globalne uporabe AI-ja tudi v namene prevajanja, da to naredijo na uporaben način, ki na koncu bo imel neke učinke, ker, zakaj to navajam, verjetno se spomniš primera, ko sem bila na obisku stranke, ki je uvedla en zelo uporaben program za strukturiranje svojih izdelkov in smo ugotovili, da so bili zelo zadovoljni s tem svojim programom, kako jim privarčuje ogromno časa, ogromno energije, vse je bolj pregledno in tako naprej. Ugotovili smo pa, da kadar gre za večjezične variacije besedila, da je v bistvu to vse ostalo na enem mladeniču, ki je ta besedila moral vnašati copy-paste, string po stringu, če lahko rečemo po domače, stavek po stavek. In je to, si lahko predstavljaš, koliko časa je to trajalo, ne? Ja. In seveda do tega ne bi nikoli izvedeli, če se ne bi stranko dobili, si pogovarjali, s kakšnimi izzivi se srečujejo, in to je verjetno samo en izmed primerov, da si stranka privošči en zelo sofisticiran program ali neko infrastrukturo, ki sicer zelo pomaga v enem segmentu, v drugem segmentu pa je ozko grlo, in to vse, kot si ti tudi nakazal, obstane pri enemu človeku in bi tle bila rešitev v bistvu samo CSV oblika, ne? Ja. Ki se izvozi iz programa in uvozi nazaj. Tako da mislim, da bo naša vloga čedalje bolj tudi v smeri svetovanja in implementacije tovrstnih procesov. Ampak ja, AI je tukaj in mislim, da ga moramo vsi sprejeti in vzeti in uporabiti tisto res najboljše, ampak skladno z znanjem, ki ga imamo, da res realno in objektivno ocenimo, kaj s tem lahko delamo. Ja, tudi to se navezuje na to, kako je tudi naša, kaj se zdaj z nami dogaja, ne? Kjer je tudi naša tranzicija ali pa prilagoditev. Dejansko v bistvu, ko si rekel svetovanje, je tudi en od zdajšnjih primerov, ki jih imamo, v bistvu že podjetju svetujemo.
In je se spomnil, da si tudi enkrat rekla, da če je skepsa, da bi pač tako podjetje odšlo, da bi se dovolj osamosvojilo. Vedno obstaja možnost za to, ampak mislim, da pač tudi mi se konstantno učimo, izobražujemo. Nenazadnje smo letos uvedli v ekipi, da se tudi na vsak teden, oziroma vsak 2 tedna enkrat sestane celotna ekipa, ki je produkcija, se pravi naši projektni vodje, tisti, ki se skrbijo za kakovost v marketingu in pa prodaji predstavljajo, pa tudi nama, ker smo pač ta poglavitni del prodaje, nama predstavljajo, katere izzive sploh mi rešujemo podjetjem. In ko vidiš te projekte in kaj vse to zahteva, od poznati, kaj je nek datotečni format, recimo, kot si že prej nakazala, CSV, ne. Pa da si bi rekel, pa to, kako bi zdaj do tega prišel, pa to ni nek tak bav, ne. Dejansko tam ugotoviš, da dejansko to imaš in pol, ko v bistvu ugotovijo ljudje, da v bistvu kaj se premorejo, ta prevajalska orodja, kakšne formate lahko noto uvozimo, kaj vse se lahko da naredi znotraj teh formatov, vizavi nekim rešitvam, ne vem, kot je zdaj, nedavno sem imel možnost vpogleda v Shopify spletno trgovino, ugotoviš, da sicer noter je neka delna rešitev, ki izgleda zdaj pač nekemu laiku, wow, super, tam je že prevajalnik, tam kar klikneš, pa kaj AI naredi. Ja, seveda, ne, naredi, ampak, velik ampak, je, da je to pač to orodje v osnovi postavljeno zato, da dela tisto, kar primarno dela, sproti to spletna trgovina in da to pač tam lahko dokaj preprosto nalagaš verjetno neke produkte, opisuješ. Za prevajanje je pa to nekaj, kar oni dodajo zraven kot nek dodaten plus, ampak vizavi temu, kar mi že zdaj uporabljamo, pa to gre za nek strojni prevajalnik ali pa neko orodje, okolje, v katerem mi delamo. To se sploh ne da primerjati. To funkcionalnosti so tam toliko niže in da ni primerjave in to zdaj razložiti. Pač, tukaj imaš že to okolje, v katerem pač ti lahko dosežeš neko tako kakovost, ki jo lahko dosežeš. In se pa si moraš sploh sprijazniti, da je to tisti nivo, ko hočeš te kakovosti, ali bi rad dosegel najvišjo kakovost. In kakor vem v Sloveniji, pač ne vem, se mi zdi, da konkuriramo s tem, da res imamo najboljše izdelke, najboljše storitve, najbrž nismo konkurenčni nekim Kitajcem, ki pač, razumeš, enostavno imajo delovno silo ceneje, vse ostalo ceneje in pač naredijo res produkt, ki je bistveno cenejši. Mi pa imamo neko znanje, in dejansko lahko tukaj je dodana vrednost. In tukaj mislim, da mora pol vsaka stvar, vsaka tako storitev, moraš razmišljati, kako jo lahko pripeljaš do najvišje možne ravni. In je pol tukaj nas glavni nek ta izziv, to razložiti, da je pač nekemu laiku, da pač obstajajo, če se vrnem na to na škarje, obstaja tak in drugačne škarje, in tukaj pač z enimi škarjami lahko narediš toliko, z drugimi pa toliko več, Tako da tukaj je zdaj ta odločitev, kaj narediti. In velikokrat se srečujemo ravno s tem, da percepcija, kaj sploh pomeni prevajanje, da ni samo na Word odpreš, pa zdaj, ko skozi gleda, v ChatGPT vržeš, pa ti sam vrže, da so te prevajalski procesi veliko bolj zahtevni zaradi formata, zaradi terminologije, ki ga moraš pripeti, zaradi en kup enih stvari, ker lahko tudi ti veliko bolj poveš, kaj si produkcija, kakor jaz, ampak tim nam tle znova in znova potrjuje, da so pač ta prevajanja bistveno bolj zahtevna, kot bi si, se pravi, slehernik predstavljal. Bi se strinjala, samo včasih pa je nam zelo težko spustiti žogo pa sprejeti, da je nekaterim strankam tudi good enough v redu, Tako da zato tudi smo zelo hitro ugotovili, da tudi ciljamo na določen segment strank, ki jim ravno to kakovost nekako zelo pomembna in good enough absolutno ni dovolj. Tako da smo se skozi leta čedalje več obračali proti takšnim strankam, ki se zavedajo, da
ko pošljejo nekaj v prevajanje, da to ni nikakor strošek, ampak je investicija v njihove projekte, ali je to, če grejo na kakšen razpis v tujini, ki je vreden milijone, vložek 1000 evrov, torej za njih več kot vreden, ker bojo ne vem kakšne kratnike potem dobili na posel. To je samo recimo en primer, ali največkrat morda, ko se tudi manjša podjetja odločajo za prevajanje oziroma lokalizacijo spletne strani, in seveda razumemo, da kot nekoga, ki ima malo začetnega kapitala, vsak evro pomemben, ampak je včasih zelo težko dati v perspektivo, da vsak vložen evro v lokalizacijo spletne strani bo pritegnil toliko pa toliko novih kupcev v tujini in da se bo ta vložek slej ali prej povrnil. Tako da zato hočem reči, da to, kar razlagaš, je tudi odvisno, s kom se pogovarjaš, in nam je seveda cilj, da se pogovarjamo s čim več strank, da imamo čim več strank, ki so v tem smislu ozaveščeni, da konec koncev vedo, kaj želijo oziroma kaj točno dobijo v sklopu določene storitve. Ampak da ne bova midva zdaj preveč splet še dodatno obremenjevala s temi zgodbami o AI-ju, imam za tebe še eno vprašanje. In to je, kaj ti najraje delaš v Goru? To je preprosto odgovor. To mi dva zelo dobro veva. Jaz imam zelo rad ljudi in se zelo rad mrežam. Posledično je pač tukaj prodaja in tudi moja cela kariera temelji v prodaji. Nekako pri 15 letih približno je prišlo v družino, je prišel mrežni marketing, tle se je vse skupaj začel. To so bili prvo, je bilo ta zelo poznano podjetje Amway, ki smo pač prodajali pač tudi praške in žajfe, so rekli, in tako dalje. In tam sem se jaz v bistvu dejansko začel kaliti. Sem pa isto oblekel vse kravato, skoraj da dal gor, pa svojim sošolcem v srednji šoli kazal, kako bojo čez 3 do 5 let finančno neodvisni. No, nič od tega se sicer ni zgodil, ampak dejstvo je pa, da sem se pač dejansko naučil teh prvih prodajnih nekih veščin. Se pravi, treba je bilo poklicati, treba je bilo sestanek dogovoriti, treba je bilo pokazati ta plan, kaj jaz pač, kako si jaz to predstavljam, oziroma kako si to podjetje predstavlja, da bi to izpeljali. In takak je bilo pa v bistvu je bilo to, pa so bili še drugi podobni neki sistemi, pa potem zavarovalništvo, tam sem se mogel tudi veliko naučiti, potem pa še eno podjetje, kjer smo pa še IT tečaje prodajali, tako da sem v bistvu bil in B2B, B2C, vse neke te stvari sem poskusil, ampak v bistvu sej nekako menim, da na koncu je pač, prodaja pač je tole, pač da nekako prideš v stik s človekom in poskušaš nekaj dobrega za njega narediti. Zdaj v bistvu ugotavljam, da vedno bolj se grem na to stran, da v bistvu vedno bolj razmišljam, ne v tem smislu, pač takrat, ko sem bil mlajši, sem predvsem razmišljal, ko sem bil v zavarovalništvu, je bilo bolj tako, kaj ne, jaz zdaj pač pridem tja, pa čim boljšo polico spišem, ampak danes pa razmišljam, kaj res dejansko lahko naredim za drugega človeka ali pa to organizacijo, podjetje, da bi potem lahko bolje pač on predvsem funkcioniral, posledično pa pač seveda tudi mi, ne. Kaj pa ti? Kaj pa ti najraje delaš? Podobno sem na drugi strani. Jaz še zmeraj tudi po 12 letih sem zelo rada v vendor managementu, tudi kakšen projekt rada vzamem. Čeprav imamo zelo dobro ekipo, ki lahko to dela in zelo dobro dela, se zelo rada v to vrnem, zato ker se mi zdi, da še zmeraj
rada vem, kdo skrbi za projekte naših strank, torej kdo so ti prevajalci, kdo so ti lektorji, da se dobro zmenim, in to mi je še zmeraj taka draž, posebej če je kakšna egzotika, ko je treba res koga tako poiskati, izbrskati iz čist drugega konca sveta. In to mi je do zdaj ratuje. Zdaj, kaj še? Projekte tudi zelo rada, to še posebej take, ki so spet specifični, malo bolj kompleksni, ki zahtevajo malo več tistega razmišljanja, malo prej, kaj bo potem, kako bomo to obrnili. Se pa seveda trudim, da tega čim manj delam, da se lahko posvetim tudi drugim pomembnejšim stvarem v podjetju, ki so bolj razvojnega tipa. Ampak to mi je tako, takrat sem najbolj vesela, v bistvu to najrajš delam. Super. Zagotovo, da sam ti meni postavljaš vprašanja, pa jaz pol tebi kontra. Pa bi mogoče da se vrnemo čisto nazaj. Začela smo praktično, od kje smo zdaj, kje imamo danes izzive, pa s čim se danes ukvarjamo. Hotel sem tudi dati, da ti recimo imaš tudi, ki se rekla, malo bolj zakomplicirane, kompleksne projekte, to so tudi tolmačenja, ne omenimo, da pač tudi en velik delek, ki ga v bistvu goro delamo. In da tam je vedno veliko enih faktorjev, tako da mislim, da jaz vedno, ko pride kakšno vprašanje, rečem, Olivera, to boš ti dobro naredila in to res dobro spelaš. Tako da bi rekel, da tudi ena oseba naj je ful dobro enkrat opisala, da jaz se nekako zgeneriram te prve neke stike, pripeljem do neke nivoja, pa ti zelo to znaš to lepo poglobiti in res vprašati stranko vse pomembna vprašanja, da nekako res naslovimo vse pomembne stvari, še preden gremo v nek projekt. Tako da bi te vrnil nazaj v leto 2013 in da malo našim gledalcem pa poslušalcem orišeš, kako je sploh prišlo do Gora. Ko je nastal Gor, to so dostikrat povedala, pa da bova še enkrat posnela. Jaz sem na Češkem študirala, nisem prevajalka, tudi nisem, tako kot ti nisi. In je bila taka priložnost na fakulteti, da bi nekdo, ki bi se prijavil in naredil test, prevajal njihove neke študije so imeli iz češčine v angleščino. In sem se jaz prijavila, so me vzeli in sem res prevajala tako res eno obsežno gradivo in me to res veselilo. Delala sem pa tako peš, bi mi rekli, brez orodij, brez česarkoli. Brez orodij, ne? Brez česarkoli. Ampak to je bil recimo moj prvi stik s prevajanjem. Potem, ko sem se preselila v Slovenijo, je v bistvu to bila moja edina prevajalska, oziroma ne samo prevajalska, kakršnakoli delovna izkušnja. Tako da sem dejansko prevajalskim agencijam poslala CV in sem zelo res v 2 dnevih dobila povabilo, da grem simultano tolmačiti. Ker se nisem točno vedela, v kaj se podajam, sem jaz to tudi sprejela in šla in doživela, kar sem doživela. Po moje sem se glede na to, da sem bila ne samo začetnica, ne vem, kaj je pred začetnico, sem se dobro odrezala, v glavnem v kabino se nisem več vrnila, ker sem le ugotovila, da to greš delati, če si res profi. Ampak sem prišla domov in povedala, koliko sem zaslužila. Ti si takrat ravno kar bil na nekem križišču, kaj bi naprej delal, vedno si želel svoje podjetje. Pa so se tako pogledala, pa si rekel, a bi midva to delala? In v bistvu se je tako skoraj za šalo začelo, kupila sva računalnik, neko bazo prevajalcev nabrala in začela. In 12 let kasneje sva tle. Tako da neki delava dobro in to ne zato, ker zdaj jaz to pravim, ker se meni zdi, tu sem zelo vesela, ko tudi
zunanje strani dobim take povratne informacije, pa ne samo od strank, ker se glede strank res ogromno trudim, ampak tudi strani dobaviteljev oziroma prevajalcev. In sem zadnjič bila zelo, zelo vesela, ko sem prejela tako res čudovito sporočilo prevajalke, ki nam je pisala, ker je slišala veliko dobrega o nas in da se to v Sloveniji ne zgodi dostikrat. In sem to res vzela kot pohvalo, ker nam ti odnosi zelo, zelo veliko pomenijo, še posebej, ker včasih v očeh prevajalcev smo agencije takšni, ki na njih služimo in tako naprej, pa vemo, da ni vedno tako, da si to tako s pogače moramo deliti, da je danes zelo težko dobiti posle, ki jih mi potem z velikim veseljem predajamo naprej. Tako da zato sem tudi zelo rada v stiku s prevajalci, ker jim tudi zelo direktno, včasih tudi med vrsticami res vsakič povem, kako hvaležni smo, da jih imamo, ker dejansko brez njih tudi ne bi bilo nas in posledično bi tudi naše stranke marsikdaj obstale bez kakšnega besedila, ki ga zelo rabijo. Zdaj sem šla predaleč. Ne, sem se navezal. Dve misli ste se mi utrnili zdaj. Prva je stvar, da sem pač vsakič, ko si z kakšnim svetovalcem ali pa kakorkoli, ko si v neki točki reče, zdaj sem prišel do tega nivoja, kaj je naslednji korak, kako lahko zrastem, ker pač na koncu sva midva morava toliko zrasti, da pač podjetje zraste na naslednji nivo. In to, kar ste rekli, to, kar je tale dotična prevajalka napisala, to je tisto, zakaj jaz recimo vsak dan ostajam. In grem na delo in se pač vračam znova in znova in pač vsi tisti izzivi, ki prihajajo, tudi pač so bili tudi drugi. Greš, pač pač jaz hočem še eno tisto pohvalo, jaz hočem, pač, da bi bila še ena zadovoljna stranka. Meni se je pa tako zgodilo, da je zadnjič podjetje Krke, da je pač ena napisala in rekla, mislim, kaj tazga, pa še nisem doživela in je gospa, ki je že vrsto let v podjetju, sploh v takem podjetju, kjer ima neko tradicijo, pa vemo pač, da nekaj kakovostnega delajo, pa da dobro delajo in pa dobiš pol iz tazga podjetja, neke osebe z neke na pomembne pozicije reče, kaj tazga tuk, da se hitro odzove in da je tako praktično zraven. To je pa pošte poželjeno, to bi lahko še naslednjih 10 let delo, pa tudi, če bi imel še same izzive na tej poti. Dejansko je to tisto moj why, zakaj to sploh delam, ker me je bilo postavljeno vprašanje, pa zakaj ti sploh to delaš, Zato, ker pač sem vesel in ponosen, da z nekimi lastnimi rokami nekaj narediš, pa z nekim lastnim znanjem, da ti je pač tam nekdo reče, pomagal si nam, veseli smo, da mi prosperiramo. To je ena stvar. Pa da se vrnem zdaj še na 2013, ker meni je dodatno, kar si to ti lepo pisala, vedno mi je skje to ime, midva sva to, po mojem nisva neki dolgo razmišljala, čeprav moram priznati, da ta ideja pristo prihaja iz IKEA. IKEA isto so to pač neke inicialke v družini, spravo ta IKEA, in to sem jaz nekje enkrat na faksu slišal, mi je bilo všeč, in sem pol tako rekel, da imam imeti Gregor Olivera Rosulnik Radovanovič, takrat si bila še Radovanovič, nisva bila še, sva bila poročena, ampak ti si bila še ta prim, pa pol, pa sta bila pa 2 Rosulnika, tako da je to še vedno v redu, pa čeprav nisem tega vedel, se je nekako dobro poklopil in sled tudi pač to ime. A če jaz mogoče zdaj še na zadnjo neko temo, zdaj sva malo povedala v goru, pa malo sva povedala... Zdaj se malo že preveč hvalila, tako da morava s tem malo umiriti. Ta ego, lik prej rekla predhodnica,
gospa Medeja Lončar, je rekla, da to ona vidi kot eno od glavnih napotil, ne, če lahko začnem tako, da bo treba zelo sploh na dneh teh, mogo reči, top managementa zelo spustiti, da je tudi en primer mladega gospoda, 92-letnik, ki je v enem letu naredil podjetje ogromno, govorimo milijardno podjetje, in je ravno to tudi tam povedal, ne. Ego bo treba zelo dati dol, če boš hotel še kaj velikega narediti. Ne? In to je on tam pred auditorijem povedal, kaj so sami top management, veš, v Münchnu, to pač ogromno pomembnih ljudi, ki imajo verjetno pod sabo ogromno zaposlenih, in jih je opozoril na to, ne, da pač te generacije nove bomo mogli pač ti menedžeri veliko spustiti. Ne? Tako da res lepa lekcija, no, tako za mene, za ostale, da res moramo biti zelo tako odprtega duha in uma in zaprtimi očmi vse spremljati. In tudi zdaj tle vidim, da tudi ti si mene zdaj, ki je bilo si pozorila, ne, pač lej, ok, mi imamo tak pogled, dopuščaj pa, da imamo do drug še kakšnega drugega, ne. Tako da je treba to sprejeti, ne. Kaj se ti spomniš od teh naših gostov? Zdaj smo imeli že koliko gostov, zdaj ima 13, mislim, da je zunaj podcast, pride ima 14, no smo še 2 posneli, nekaj podcastov smo zdaj že posneli, imeli smo od startupe, scale-upe, menedžerji iz Slovenije pomembne, iz tujih podjetij, imeli smo celo Unicorn, pač podjetje, pač Outfit je bil tukaj, so bila celo 2 iz Outfita, tako da res smo lahko videli in slišali marsikaj. Jaz bi kar zbrala Nino Dremelj iz več razlogov, ker je prvi podcast, ki sem ga posnela, torej to je bilo res plavanje v zelo mrzli vodi. Za ta podcast sem se zelo, zelo dolgo časa pripravljala, pa ne zato, ker sem to počela prvič, ampak ker je Nina Dremelj taka ena velika oseba, če me razumeš, kaj hočem reči, zato sem jo zelo mogla preštudirati. To je en razlog, drugi razlog je zato, ker je zelo taka močna osebnost, tudi zelo zagovarja ne samo žensko podjetništvo, ona se je recimo ena med redkimi ženskami v tem poslu, ker se grejo torej v vlaganje res ogromnih sredstev ali manjših sredstev, kakorkoli, ki je moški svet. Tako da ta pogovor mi je bil zelo zanimiv, tudi iz tega vidika, ker se tudi medtem, ko pred leti se nisem ukvarjala s temi vprašanji, ker nisem imela tovrstnih izzivov, se danes čedalje več ukvarjam s tem vprašanjem ženske vloge v družbi, v podjetništvu, posebej, če si še dodatno mlada ženska, ker nekako dobim ta vtis čedalje več, da ženska danes ima neko kredibiliteto šele tam, ko pride v neka leta. In da je takrat nekako lahko stoji ramo, kako se reče, ramo brami, tako z moškimi podjetniki, in to mi ni pretirano všeč, ker mislim, da tudi mlajša generacija žensk, da imamo zelo veliko za ponuditi. Ampak potem se seveda tudi vrnemo na to, da smo si včasih tudi same krive, da se malo rajše umaknemo, kakor stopimo korak naprej. Ampak to je potem tema za en cel drug podcast, da se rajše ustavim. To bi rekla, da je bil zelo v takem smislu dober podcast, potem pa zagotovo z Jernejem Česnom iz Outfita, ker sem ugotovila, da so oni eni verjetno med redkimi, če lahko temu rečem, slovenskimi podjetji, ki se res tako poglobljeno ukvarjajo z lokalizacijo, da res zelo globoko razumejo ta pojem, te procese, in da imajo to zelo, zelo razdelano. In da je celo mi včasih dal razmišljati, da to recimo, kako mi razmišljamo oziroma mislimo, da naše stranke razmišljajo, je včasih mi pokazal, da ni nujno tako.
Tako da to mi je v bistvu bil tudi zelo iz tega, če lahko rečem, v zvezi s tem, kar mi delamo, zelo fajn podcast. Pa on je tudi zelo fajn govorc, ker on je tako out of the box. Ja, zelo vedno ti daje te out of the box rešitve in poglede. Jaz ne bi izpostavljal nobenega konkretno, ker se mi zdi, da vsak, od Katarine Lotič, ki smo prvo posneli, ker sem ji neizmerno hvaležen, takrat sem ji tudi povedal, da bo ona ta prva gostja in je bila pač pripravljena prideti, pa si predstavljam, kot so mi jaz spoznala hitro, da vsak startup res gleda na vsak resurs, kam ga bo vložil, ker pač pri njih je res be or not to be vsaj nekaj časa, ne. Tako da in potem smo pa nadelali neko serijo in tukaj je bilo res en kup enih zelo pametnih podjetnikov, menedžerjev, ki so različnih generacij, ne, smo imeli tudi gospoda Škrabca, ki iz podjetja Riko, ki pač za njem je tudi neka res velika kilometrina in veliko spoštovanje, se pravi, danes celo tudi z Medejo iz Siemensa, kjer pač znova, to so ljudje, ki pač imajo samo res veliko, bili so celo v različnih nekih ureditvah, ne, videli so različne generacije, poznajo te tranzicije različnih stilov vodenja. Tle nekako se mi zdi, da se vedno vračamo k ljudem, da se veliko pogovarjamo podjetniki o ljudeh, kako pametno menedžirati, kako pametno menedžirati z vsemi temi izzivi, ki so pač si srečajo s to tehnologijo, z velikimi premiki, kako takrat, ki je nek tak change management, ko prihaja do nekih sprememb. Na začetku seveda se nam startupi povedajo, s čim se oni v bistvu ukvarjajo in tam so res neke specifike, ne. Pač imaš neke investitorje, včasih ne. Potem pač res rabiš prebiti v tistem prodajnem smislu neko številko, da prehajaš pol v scale-up, tako smo imeli tudi recimo Primoža Zelenškana iz Čipolo, ki je dejansko prišel iz startupov v scale-up in vidiš spet le neke izzive, ki so drugačni, no na kar pa smo šli na neke bolj družinska podjetja, danes je bil tudi Rox Nut Butter, tudi, ker smo spet videli neko tako družinsko podjetje, kjer je malo ljudi, pa vsi vejo, kdo je Rox. Tako da, ful zanimivo, ne? Od vsakega se lahko nekaj naučiš. Upam pa, da naši gledalci pa poslušalci, da bojo lahko odnesli tisti nekaj malega, da smo jim dali nekaj nasvetov, na kaj biti pozoren, kaj je pomembno, kje so tiste vrednote, ki so pomembne danes. In da bojo lahko tudi svoje podjetja, če so to pač podjetniki vodili, kot treba, če so neki startupi tudi, in pa tudi menedžerji, da bojo postali še boljši menedžerji. Ja, dobro si to povzel. Ja, zagotovo ne želim, da bi izpadlo, da ostali gosti moji niso bili v redu. Tako da si me dobro na to opomnil. Vsekakor vsaka zgodba je bila zelo zanimiva, pod črto pa to, da se vsi zelo, zelo prizadevajo, da so na tej poti uspešni zase, za svoje ekipe, konec koncev posledično za svoje družine, tako da veliko dobrih stvari. Mislim, da se absolutno do vsakega nekaj tle ostane in da nosiš s sabo. To je to. Gremo gor. Gor.